Dr. Vitomir Štruc, dvodnevna mednarodna znanstvena konferenca ponuja vam, znanstvenikom, raziskovalcem in tudi eventualnim obiskovalcem pogled v razvijalce najnaprednejših tehnologij računalniškega vida. Najprej, kako vam je uspelo organizirati tako konferenco in drugo, seveda, za kakšen računalniški vid gre? Ja, zdaj postopek za organizacijo oziroma samo za pridobitev pravice organizacije je že precej zahteven. Torej, postopek gre nekako v tej smeri, da nek odbor, ki vodi konferenco, torej skozi leta, nekako objavi poziv ljudem, da se prijavijo, da dajo svojo ponudbo za organizacijo, za svojim organizacijskim odborom, potem se pa ta ponudba nekako evalvira, torej ta odbor ga pregleda, kdo so organizatorji, če so dosti odmevni, dosti prepoznavni v svojem področju, in potem se med temi vsemi prispelimi ponudbami pač ena izbere, ki je bila najbolj nekako perspektivna, ki je imela najboljši organizacijski odbor. Ampak je tudi dosti znanja najbrž. Seveda, saj organizacijski odbor pomeni, da je dober takrat, ko so v njem pomembni ljudje, torej ljudje, ki so raziskovalno uveljavljeni, ki so prepoznavni v svojem področju, torej drugi, ko tukaj delajo, poznajo po svojem delu, in posledično se jim pač lahko dodeli pravica za organizacijo takih dogodkov. In pravica, da smo to pač konferenco sploh dobili v Ljubljano pa v Slovenijo, je že eno veliko priznanje sploh za znanost, tukaj pa za naše raziskovalne skupine, ki delujejo pač ali na fakulteti za elektrotehniko, odkoder sem jaz, ali pa na fakulteti za računalništvo, odkoder so pa še drugi organizatorji. Močne reference. Imeli smo močne reference, pa tudi to raziskovalno našo delo pač nekako je ponavadi mednarodno, kar pomeni, da imamo stike z drugimi skupinami in potem se tudi iz drugih skupin povabi v organizacijski odbor nekaj ljudi, ki so pač zopet dosti prepoznavni. Tako da organizacijski odbor te konference je tudi zdaj precej mednaroden. Torej, mogoče je 8 do 9 ljudi, ki so pač lokalno organizirali stvari, ostalo so pa ljudje iz Azije, iz Amerike, z drugih koncev sveta, torej pač iz najbolj uveljavljenih univerz nekako. No, zdaj pa še osrednje vprašanje, za kakšen računalniški vid gre? Za računalniški vid, zdaj mogoče najlažje to opisati, če si ne predstavljate, zakaj pojem računalniški vid pač pomeni. Nekako se tu predstavljajo tehnologije pa znanje, s katerim želimo računalnikom dati sposobnost zaznavanja preko kamer. Torej, da znajo računalniki in stroji nekako dojemati, torej kamera kot taka pač že lahko zajame neko sceno, potem pa tudi razumevati tisto sceno, torej kaj se v sliki nahaja, kaj slika nam, torej kaj je v sceni, pa tudi mogoče kakšne druge informacije iz slike pridobiti. Zdaj problemov oziroma nekih raziskovalnih problemov na področju računalniškega vida je pa ogromno. Torej, od tega... Ta veja, recimo IT tehnologije, enako hitro razvija kot vse ostale veje? Ja, dejansko je s tem razvojem mobilnih naprav, torej tudi take tablice, ko imate vi pa mobilnih telefonov, je to bilo še nekako še bolj v zagonu. Zato, ker te mobilne naprave so nekako pripomogle k razvoju zabavnih mobilnih aplikacij, potem, če si predstavljate ta Microsoftov Kinect, kjer je možno pač z gestami krmiliti neke igre, ali pa torej te geste so nekako razpoznane, možno upravljati računalnike preko gest. To so vse tehnologije, s katerimi se ukvarja srednja, torej na tej konferenci. Torej, različno razpoznavanje gest, razpoznavanje obrazov. Pri obrazih si mogoče predstavljate kakšne biometrične aplikacije, kjer to ponavadi vidimo v znanstveno-fantastičnih filmih, ampak to tudi ni tako daleč od tega, kar zmorejo računalniki danes. Torej, da nekdo pride, pokaže svoj obraz, torej kamera zajame sliko njegovega obraza, računalnik razpozna, torej prepozna, katera oseba je na sliki, torej njeno identiteto, potem pa recimo odpre nekje vrata v kak zaščiten prostor. Torej, take tehnologije se pač tu predstavljajo in te niso tako daleč stran od neke masovne uporabnosti. Kakšne pa so recimo najnovejše možnosti recimo tega računalniškega vida, ki so presenetile tudi vas, ki ste zelo involvirani v te raziskave? Ja, zdaj mogoče nek tak trend, ko se je v zadnjih parih letih pokazal kot zelo uspešen, ki je nekako potisnil tudi naprej to, kar je bilo zmožno, je bilo področje, ki mu pravimo v prevodu mogoče globoko učenje, v angleščini pa temu pravijo deep learning. Torej, kjer so bolj kompleksne modele sposobni ljudje naučiti in ti modeli pač posledično zmorejo več, kot pa so zmogli do zdaj
modeli, ki so se uporabljali na tem področju, kar pomeni, da so metode postale bolj natančne, kakšne aplikacije pa posledično tudi uporabniki prej pač niso bile uporabne zaradi tega, ker uspešnost razpoznave ali pač uspešnost tistega cilja računalniškega vida ni bila taka, kot bi bilo želeno. Tako da to področje je nekako v zadnjem obdobju se zelo razvilo, pa je bil velik napredni vid na tem, v tej smeri. Kje so te metode že v uporabi in kje predvidevate, da bodo v prihodnje že tako v pozitivnem kot negativnem smislu? Zdaj v uporabi lahko se ogromno primerov najde. Torej, kot že rečeno, biometrija v nekih zametkih se že dalj časa nekje uporablja. Zdaj, varnost oziroma zanesljivost prepoznavanja obrazov iz slik ni toliko visoka, da bi rekel, da so to lahko visoko varnostne aplikacije, ampak za nek login v kak Facebook, ki mogoče ni toliko občutljiv, če bi enkrat ne delovalo. Torej, ljudje se ponavadi ne bi toliko sekirali glede tega. Ni usodno, če enkrat to pač ne deluje. Pri takih stvarih se to že lahko aplicira. Drug, verjetno najbolj znan primer, kot sem rekel, je tale Kinect. Kinect, Microsoftov senzor za njegovo tisto najprej igralno konzolo, kasneje pa tudi za računalnike, omogoča prepoznavo gest, zajem globinskih slik, torej 3D slik prostora, in je nekako tudi pri robotiki zelo pripomogel k napredku tistega področja, zato ker je prišlo do zelo poceni, torej na voljo je prišel zelo poceni senzor, ki omogoča 3D zajem slik in s tem tolmačenje in okolice, pač preko 3D slik in recimo razpoznavanje gest in na marsikaterem področju je pač prinesel en velik napredek. Torej, to so vse primeri pač uporabe, ki... Kaj pa zlorabe? Ja, seveda, se tudi zloraba je pač možna. Včeraj, ali to danes, smo imeli eno plenarno predavanje enega uglednega raziskovalca z Amerike in on je pokazal primer, kako je sposoben s temi postopki obdelave slik pa računalniškega vida sestaviti iz različnih posnetkov istega dogodka. Torej, da so na nekem mestu, ko se nekje dogaja nek recimo koncert, nek protest, imajo ljudje vsi svoje telefone zraven. Vsak snema ta posnetek z drugega zornega kota, oni so sposobni ugotoviti, torej, da so bili isti posnetki posneti na istem kraju in iz tega generirati, kot bi rekel, editiran video, torej dolg video, ampak tu lahko pride pa zdaj hitro do nekih zlorab. Če taka tehnologija recimo naredi napako, se lahko mogoče samo obrne vrstni red dveh takih posnetkov in namesto, da bi recimo pri nekih protestih mogoče kdo drug začel z nekimi konflikti, se vrstni red lahko obrne, pa pride lahko do neke medijske manipulacije prek takih posnetkov. Še bolj postane to problematično, če začnemo to uporabljati kot neko dokazno gradivo nekje, neke take avtomatsko generirane posnetke. Torej, obdelava slik ima svoje dobre strani, ima tudi svoje slabe strani, pač tega se treba nekako zavedati, da te tehnologije niso popolne, je pa ponavadi odvisno od toho, na kak način se uporabljajo. Torej, mislim, da so že kakšne znane misli obstajajo, nekaj so ljudje pač omenili, da niso slabe pa dobre tehnologije, ampak je način uporabe tisti, ki diktirajo nekaj slabo ali nekaj dobro. Tu imate tudi demonstracije, recimo vseh teh novosti, kaj lahko kažete? Torej, tukaj je en kup nekih takih tehnologij. Te tehnologije, ko se tukaj kažejo, so prototipne narave. To pomeni, to je raziskovalno delo, ki še ni prišlo do takega nivoja, da bi lahko bil to nek komercialni produkt, ampak na teh znanstvenih konferencah se to pač demonstrira kot primer, v kateri smeri tehnologija gre, kaj je zdaj mogoče, pa mogoče kam bo to pripeljalo v prihodnosti, se nekako lahko iz tega sklepa. In imamo en kup zanimivih demonstracij, recimo ena, ta prva najbližje nam od tukaj, kjer zdaj sedimo, je zavarovanje zasebnosti. Tam predstavljajo raziskovalci iz Singapurja nek sistem, ki je zmožen pač obraz poljubno deformirati v drugo obliko. V smislu, da spremeni spol, da spremeni starost obraza in posledično bi na tak način lahko nekako odstranili podatek o identiteti osebe na tisti sliki. Zdaj predstavljate si, če imate vi neko nadzorno kamero nekje, ki snema pač pešce in vse, kar kamero zanima, koliko pešcev gre mimo tistega prostora, torej samo število oseb, ne pa katere osebe, potem je z vidika varovanja zasebnosti boljše, če se pač nekako te ali obrazi zakrijejo, ali se
pač oblika samo človeka ohrani, ali pa če bi bila bolj napredna, da bi rekel, da je bolj prijazna na človeško oko, če se to še vseeno pogleda, se samo obraz na tak fotorealistični način zamenja. Torej, spremenijo se v neke podrobnosti, spol, rasa, da ni več prepoznaven. Tista funkcionalnost podatkov pa še zmeraj ostane. Torej, pomeni, še zmeraj lahko preštejete, koliko ljudi je prečkalo pač nek trg, neko cesto. Torej, en tak primer take tehnologije, ki gre v tej smeri, predstavljajo kolegi iz Singapurja. Potem imate tam kolege iz Londona, ki predstavljajo robotka, ki ima tudi poleg sebe eno kamero in s tisto kamero sledi obrazno, torej tistega sogovorca robotka in poskuša v realnem času analizirati njegove karakterne poteze, njegovo čustveno stanje, torej a je zadovoljen ali ni zadovoljen in na podlagi nekako tega reagira, torej se pogovarja z sogovornikom, torej pa to informacijo pa hkrati tudi uporablja za to. Torej, se pravi, nekakšne emocionalne odzive. Tako je, emocionalne odzive poskuša povzeti, pa se ustrezno odzvati. Zdaj, neka banalna tehnologija tega bi lahko bila, da bi mogoče se računalnik bi vas bolj prijazno v prihodnosti nekako mogoče naslavljal, če bi znal pač govorno se odzivati, če bi ugotovil, da ste vi mogoče malo slabše volje, da ste prišli mogoče malo ali žalostni, ali jezni od nekod. Da si indisponiran. Ja, tako je, da se malo prilagodi vašemu čustvenemu stanju. Drug možen primer tega bi bil v kakih pogajanjih z ali nekih podjetnikov v kakem poslu, ali nekih politikov v nekih političnih vprašanjih, kjer bi tak sistem mogoče omogočal neko malo bolj objektivno analizo sogovornika. Bi vam lahko povedal, ali je sogovornik pod stresom, ali je sogovornik mogoče blefira. In tisti njihov sistem, ki ga demonstrira, nekako tudi neverbalne, torej pomeni ne samo, kaj je izgovorjeno, torej neke neverbalne znake upošteva, torej vašo kretnje, vašo mimiko, vaše gibe, neke take, ki jih na nek zaveden način zelo težko kontroliramo. To je taka perspektivna tehnologija, ki lahko gre v neki taki smeri, ki sem jih prej predstavil. Potem drug primer, imate modeliranje človeških obrazov. Tam je en kup demonstracij, kjer prikazujejo, kako so sposobni iz 2D videa kreirati 3D teksture obraza. Torej, ko ste pa enkrat sposobni 3D model zgraditi iz 2D slike, potem jo lahko tudi zamenjate. In tam vam lahko pokažejo na nek tak zanimiv način, da se na vaš obraz, torej v video posnetku, namesto da vidite sebe, se prilepi na vaš obraz slika Angeline Jolie, Brada Pitta, mislim, da imajo Baracka Obamo zraven Michael Jacksona, torej par takih znanih ljudi iz sveta zabave in športa. To je ena aplikacija. Mogoče zanimivo so tam kolegi, ki pa kažejo, kako bi bilo možno upravljati računalnike. Če si predstavljate kak znanstveno-fantastični film, pa tukaj imam v mislih zdaj Minority Report, kjer smo videli, kak je Tom Cruise predstavljal z rokami vse tiste objekte, video, posnetke, jih preoblikoval, spreminjal, povečeval. Torej, oni imajo nek tak zametek takega sistema, predstavljajo tukaj. Torej, preko globinskega senzorja zajamejo informacijo o vaših rokah, na podlagi tega razpoznavajo geste, torej prepoznajo, kakšne geste delate, te geste pa bolj pretvarjajo v ukaze, s katerim lahko manipulirate nek navidezni objekt. Zato, da je demo nekako bolj atraktiven, imajo tam na voljo še 3D očala, pa mislim, da tudi tale Oculus Rift za navidezno resničnost. Torej, se lahko te nadenete in pol dejansko vidite 3D objekt, ki ga manipulirate v bistvu v zraku. To že nekako gre v tej smeri. Torej, tehnologijo treba pa še dopiliti, kar ne pomeni, da bo na trgu jutri, pa čez nekaj let, ampak razvoj teh tehnologij pa gre v tej smeri.